Pozdravljeni. Je res primat Maxa Verstappena med vozniki ogrožen strani Landa Norrisa? Na to in marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali dobiti odgovor, kot običajno v naslednjih minutah. Po mnenju Helmuta Marka bi lahko Lando Norris začel resno ogrožati primat Maxa Verstappena na lestvici voznikov, kar se tiče svetovnega prvenstva Formule 1. In verjamem, da mnogi navdušenci lahko tako pavšalno verjamejo takim navedbam. A mi tu si bomo danes pogledali, koliko je to res in če ima Lando Norris do konca sezone neke realne možnosti, da bi lahko tudi na tej lestvici obrnil zadeve sebi v prid. Vedeli bomo tudi na koncu, zakaj po mojem osebnem mnenju je Oscar Piastri bistveno bolj učinkovit in po mojem skromnem mnenju tudi bistveno večji talent. Pa začnimo na začetku. V zadnjih 5 velikih nagradah Max Verstappen ni dosegel zmage. In mnogi pravijo, da je Red Bull RB20 v krizi. A treba si je tu pogledati tudi, kaj so storili nasprotniki. In mnogi boste dejali, da tisti, ki lovijo Red Bull, so seveda zmagovali. A če pogledamo obdobje od velike nagrade Avstrije pa do velike nagrade Nizozemske, bomo videli nekaj zanimivega. Situacija po veliki nagradi Španije, zadnji dirki za veliko nagrado, ki jo je Max Verstappen zmagal. In tu vidimo, da razlika med Verstappenom in Norrisem je kar precejšnja. Ampak, če pogledamo situacijo po veliki nagradi Nizozemske, bomo opazili nekaj zanimivega. Namreč to, da se je prednost Verstappena celo povečala samo za eno samo točko, ampak razlika je večja. Torej, Lando Norris, kljub temu, da ima boljši bolid, da naj bi po mnenju nekaterih ogrožal Maxa Verstappena v zadnjih 5 velikih nagradah, je seveda dosegel manj točk kot do tega trenutka vodilni v skupnem seštevku. Max Verstappen je, verjeli ali ne, dosegel 76 točk brez zmage. Lando Norris 75. S tem, da je zmagal zadnjo veliko nagrado Nizozemske in seveda v tej priložnosti dosegel tudi najhitrejši krog. In torej se lahko začnemo upravičeno spraševati, ali res Lando Norris lahko ogroža Maxa Verstappena do konca sezone. V teoriji seveda da, ampak v praksi bo moral spremeniti marsikaj. Namreč dirk do konca sezone ni prav veliko in če je na zadnjih 5, ko Max Verstappen ni bil sposoben doseči zmago, izbral točko manj, je zadeva več kot jasna. A tu moramo poudariti 2 točki. Prvič, na veliki nagradi Avstrije je tudi po malce svoji krivdi Lando Norris odstopil in na svojemu seštevku je imel iz te dirke, če izpustimo sprint, pisano ničlo. In na veliki nagradi Madžarske so prišli vmes moštveni ukazi, ki so Lando Norrisu izbrisali 7 točk. Ampak v najbolj idealnem primeru bi lahko Lando Norris skrajšal svoj zaostanek nekje tam okrog za 20 točk in ne več. Še zmeraj bi imel do tega trenutka Max Verstappen tam okrog 50 točk prednosti, kar verjetno ne bi bilo
dovolj za miren spanec, ampak dokaj lepa prednost. A v resnici smo videli, kako je Lando Norris neučinkovit. In tu je treba poudariti še nekaj, da sem mnogokrat dejal, kako je Oskar Piastri ne samo po mojem videnju bolj talentiran, ampak tudi bolj učinkovit. Na že prej omenjenih 5 velikih nagradah je Oskar Piastri zbral 92 točk. Torej, pravzaprav je izbral tisto število točk, ki bi ga v teoriji lahko imel Lando Norris, ampak to mu ni uspelo. In nekateri boste dejali, da pravzaprav ta prednost izhaja tudi iz tistih moštvenih ukazov na Madžarskem, ko so v resnici obrnili vrstni red in zmago dali Piastriju ter ne Norrisu. Ampak če Piastriju odštejemo 7 točk in Norrisu prištejemo 7 točk, dobimo zanimivo situacijo. Namreč Oskar Piastri bi jih imel v tem primeru 85, Lando Norris pa 3 točke manj, torej 82. Še zmeraj bi bil Oskar Piastri v tem skupnem naboru malce spredaj. Torej, jasno nam je lahko, da z uporabo te sila enostavne metode vidimo, kako ima Max Verstappen v tem kritičnem delu sezone neko prednost, kako si lahko privošči tudi kak odstop in mu ni potrebno zmagovati vseh dirk po vrsti. Medtem ko Lando Norris, če si želi postati letos svetovni prvak, bo moral strmeti prav za tem, zmagovati dirko za dirko in v bistvu moliti, da Max Verstappen na cilju ne bo takoj za njim. In jasno nam je tudi, zakaj je Oskar Piastri bolj učinkovit, čeprav ni dosegel toliko odmevnih rezultatov, čeprav ga mediji lahko tako ne hvalijo, je konec koncev na svojem računu zbral na zadnjih 5 dirkah bistveno več točk. A treba je poudariti, da pred tem je bilo pa jasno videti, kako je Red Bull z Maxom Verstappenom še zmeraj tisti bolid, ki ga je potrebno premagovati. In čeprav sem mnogokrat povedal, da razne statistike v večini primerov ne kažejo tiste prave slike, ki nam bi pomagala razumeti, kakšno je stanje v določenem trenutku, smo lahko z uporabo te dokaj enostavne metode prvič videli, da pravzaprav Lando Norris v tem trenutku ne ogroža Maxa Verstappena. Tudi v naslednjih dirkah ga verjetno ne bo. In predvsem to, da je Oskar Piastri tisti, ki je, seveda zopet v tem trenutku, voznik, ki se je približeval Maxu Verstappenu in ne Lando Norris. Torej, situacija, ki je bistveno bolj kompleksna od tiste verzije, ki nam jo pravi Helmut Marko. Zato ne smemo zmeraj takšnim in drugačnim izjavam naslepo verjeti, ampak se moramo tudi sami prepričati. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.